V bistvu ena naslednja tema, ki sem jo želel načeti, je v LOL Sloveniji ste pač delali, kot sem že omenil, precej kontenta. V preteklosti delali ste evente in delali ste online content. Mogoče lahko poveš več o tem povezavi. Vem, da je bil v preteklosti bilo povezave tudi z našo produkcijsko ekipo. Ja, se je to v bistvu. Prvi video, ki smo ga posneli, je bil tam gospod Juvan je posnel na Makonu in pol tudi novice smo snemali pri njemu. In če tako ne potuhtaš vice, kako, a veš, mi smo zero resursov. Jaz sem njega poznal in je bilo, kaj lahko naredimo. In dejansko je bil on tako prijazen, da imel je pač to preme takrat več, kot vsi skupaj po mojem. Če bi vse skupaj dali, kar smo imeli, ne bi mogli toliko preme kupiti. Veš, mi smo gotovili, da bo več kot Pop TV. Tako kot za Gajden podcast je Juvan bil tisti, ki je podpiral vse tako iz ozadja, strici iz ozadja. Ja, takrat je bilo, veš, vse DIY, veš, tako bobne, veš, une neonke iz trgovine pobrane, da teleprompter je bil doma narejen. Ja, se je to, glih to, ta teleprompter še zdaj tako, ko se spomnim, ko vem, da je imel tako brjen, pa zagledam, pač top shit je bilo, green screen je imel tam, green screen, veš, snemali smo v bistvu tam, kjer je bilo za sušiti cote gor, ampak pač top shit je naredil green screen, vse, izpadali je ful dobro, veš, pa to je bilo, spet govorimo, to je bilo 2012, ja. A veš, to je 10 let pa pol nazaj. Ok, torej LOL Slovenija ne bi obstajal brez anime. Mislim, slovenska anime skupnost, LOL skupnost v Sloveniji ne bi obstajala brez Juvana. In pa smo začeli pač content, jaz sem delal te neke videe, delal sem te solo Q-guide, ki pač tako, a veš, ko tu zdaj, ko nazaj pogledaš, meni je bilo to vse tako logično, on, ko bi gledal, Bor bi gledal, bi tako, pač kaj to govoriš, to vsi vem, ampak imel si vse te do Goldov, imel si vse te do Goldov, do Platinumov, in pač je bilo to tako pač kaj igraš igrico, lahko razmišljaš, to se da, veš, to se da. In to pa ja, začeli smo s podcasti, pa sem imel vem tako, en izmed najbolj gledanih videov je bil dejansko, ko sem naredil lestvico najboljših slovenskih playerjev, kao of all time. In kar folk takrat ni vedel, pač mislim, zdaj itak noben več. Samala te videe pa podcaste. A ni bil Keks na prvem mestu? Ne, Diko Zoj. Mogo bi biti Zarmani na prvem mestu. Fiks. Ne, takrat še ne. Ja, fiks. In my opinion, Diko Zoj ne bi se bil spoh na listu. That's my opinion. To je bil recently. Kekca ni bilo zaradi tega, ker bi on pa breakal verjetno. Ne, ampak Diko je bil prvi samo zato, ker on je dejansko takrat pokeril, sploh ne vem, kaj bo imeti iz tima. Se spomnim, da je gro za nek tim. Nek tim je pokeril, da so šli v Ameriko na turnir in je pač tako, on je zmagal, tako on je dejansko takrat 1v9 proti Moscow 5 in to je bilo pač takrat wow. Pa Amerika, ja, in to je bil, ampak on je imel tako en turnir, kjer je vse destroyil, tako prav. Kaj pa je bil drugač? Eddie Carey. Pa bi mogel iti v Ameriko. Je pa pač ni upal doma vprašati, sploh matke. Koliko je bil star? 16, tako, pa bil je pač, ni bil priden, pa bil je tako, on slike ni pokazal 2 leti noben sploh takrat ni vedel, kako izgleda, tako cel šaj je bil in ni hotel iti in pol ni vprašal doma. Ne vem, kako vas pa izgleda. Videl imam edino sliko, ko imamo njegova. Čak, a drugač te videi pa podcasti, to še vedno dostopno? Ja, na LOL Slovenija kanale. YouTube kanalu. Ni pa nič več replayev. Mislim, še video iz novoletskega, ko je predstavljal LOL. Ful malo. Ne, ampak to. Lahko se pa pohvalimo, zdaj sem gledal, imamo video, ko ima 40k ogledov in sicer Borutov intervju z Nemesisom, ker ga je nekdo najdel in ga je dal narediti. Kao, gledajte, Nemesis, ki je začel. Zgleda pa 9, tako zgleda 9. Čak, mimo grede, to smo se že prej pogovarjali, kdo je Borut. Pač Borut je Exodo, on je bil... Prvi caster, I guess. Ja, prvi caster, pa tudi prvi streamer, pa ne zato, ker tako... Ja, tako prvi, pa ne zato, ker bi rekel, veš, da bo zdaj pa on bil najboljši, ampak on je bil din, ki je imel kom, ki je lahko streamal. To so še tisti časi, veš. Takrat si full tryhard on za to. Pa bil je approachable, pa bil je tak mal, mislim, starejši, vsi so ga klicali Stric Borut, in tak father figure slovenske scene. Ful je bil tako, ampak je bil pa tako neka stvar, kaj je mene motila takrat, je bil, model je pač delal tisti bare minimum, veš, prši je, pokasto je in pa je šel. Vsi so mislili, tako on vse dela, jaz pa tam delal po, ne vem, 30-20 ur na teden, pa tako ja, ne, to Borut vse dela, ampak glej,
bilo je, kar je bilo, bil je full over, pač brez njega ne bi nikoli bili, kjer smo bili, ker pač on je bil na začetku faca pač organizacije, ker jaz nisem hotel biti. Persona. Ja, persona, ker jaz nisem hotel biti, pa se mu Ti ni si bil več pa iz dal. ozadja samo. Ja, pa se on ni hotel, pač se mu ni več dal, ker pač ni bilo keša, ne, on pa itak, gleda, on je bil starejši, jaz sem itak študent, meni je bilo vse, no, veš. Jaz sem imel pač, dobil sem v ta starih keš, da študiral sem, to je bilo pa hobi. A veš, nek hobi, on je bil pa starejši, no, on je mogel živeti od nečesa in rekel pač, glej, ni keša, pač ne moram in sem bil, ja, okej, razumem in pa sem jaz stopil naprej in delal in, lej, bil je pa res tako, bom rekel, community, ki ga po mojem nismo imeli nikoli naprej na pol. A veš, ker tudi tako, jaz sem pa začel streamati, ampak je bil isti problem, jaz nimam kompa. Pač jaz nimam kompa, študent sem, jaz nimam keša, da si imam komp kupil. In smo naredili, ko je že ta, ko zbirajo keš, ko Kickstarter. In mi je folk zbral keš, da sem kupil komp, zato da sem lahko streamal. Pač dejansko folk je rekel, gledaj, ti keš, zato da bo streamal. Nice. On je bil pač nekak slovenski LS, takrat imel je tak dosti konfliktna, ampak kontrarijan je bil v bistvu, ne? Dosti se ni... Čak Jure ali... Ne, Forki, pač njegova persona je bila takrat, glej, to vse je shit, vi vsi ste shit, pa ne znašte, ne. To je basically slovenski LS. Jaz nisem bil za Slovence, nisem govoril, da so bili shit. Kolil sem pa od ljudi, ki so mislili, da so Ok, jaz se spomnim enega intervjuja s Crownshot. Ampak je bil res slab, Takrat je bil slab. Res je bil slab, vse to je bilo. Ker je bil dal Botrk na Šivani, ko je bil behind. Ja. Ampak veš to, ampak to je bilo vedno, meni, kar je bilo res takrat meni malo bedno, je bilo, veš, jaz sem imel tako, zdaj lahko potrdi ali ne, zdi se mi, da knowledge sem imel pač več kot večina. Ampak knowledge, igral nisem bolj, ampak poanta je, ker sem se pa z nekom, recimo kot z Jušem usedel, pa sem mu rekel, to delaš narobe, to delaš narobe, to delaš narobe, je bil vedno odgovor, ampak ti si Diamond 5, ti ne veš. In sem bil jaz, ko pač jebite se res, veš. Ampak to so bili časi takrat. Ta intervju se zaključi na najbolj legendaren način, ko se on pogovarja, pa proba povedati, lej, nisi gradil prav builda in ok, pušali so ti tower, pač dejansko si izgubil lane in potem Juž zaključi z Crownshot, zaključi z ok, ja, res je, narobe sem vse delal prav, imaš, ampak ti si še vedno shit. Ja, pač, a veš, in to, pač, ampak takrat je bil, a veš, kolikor smo banterali tako, to lahko odprli, kolikor smo banterali na kameri, smo bili tako off camera, je bil pač tako. Smo se sovražili med Ne, off camera so bili res uno, pač tam so se, pač zato so bili radioactive lani tako, pač iz strani organizacije, pač slabo, pač čakali so, vem, kaj. Igrati je bilo cancer, ampak hangat s folkem je bilo pa dobro. Prvi smo hangatam, pač to je bilo za hangat. To je bil problem pol zmirja, ne, pol je folk nehal hoditi na lane zaradi hanganja, ampak se kao hodili na lane zmagati in bi si ne bo zmagal, če pač igramo mi ali pa te drugi, pol je folk nehal hoditi na lane, ker Ampak se to je basically League of Legends, pa I mean, that's where friendships go to die. Ja, to je tako vsak random tekmovanje, ki ga bo nekdo organiziral. To je kot da greš na nek basket turnir, pa če bodem zmagal, ne pač nek random kido, ki igra že 10 let na unem košu, me bo pač seveda, ja. Zvonka največjega nuba, ne. Ampak ja, tako, bli no, če gremo nazaj, tako, pač kolikor smo res banterali, pa ja, moj personality je bil, zato je bil tako malo controversial, ker sem bil pač CLG fan. In če se spomnimo, CLG do ne vem kjere sezone pač ni nič naredil. Šitov sem pa vedno, vsakeč, ki TSN zgubo je bil to pruno, to je bil, my week je bil tako top shit. In